Dragi gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni, sem Bojan Požar, vi pa gledate Uro resnice, drugo po vrsti, ampak zdaj bom to nehal odštevati. Z menoj v studiu sta Aljuš Pretinač, dober dan, in pa Sebastijan Rečič, dva današnja komentatorja. Zdaj, delovni naslov današnje oddaje je, ali je Han, Matjaž Han, janšist. Govorili bi pa predvsem o teh odnosih znotraj vladne koalicije, zlasti z vidika socialnih demokratov, Gibanja Svobode in pa Levice. Zdaj, Aljuš, ali je Han janšist, to je na Twitterju objavil, oziroma na omrežju X objavil Uroš Jaušovec, dolgoletni generalni sekretar stranke SD. Kaj je pravzaprav hotel s tem povedati? Tu mislim, da ni bilo neko posebno vprašanje, da je bila celo neka vrsta trditev, ne? Ja, mislim, da Uroš Jaušovec ima že dalj časa tako mnenje, da je Matjaž Han janšist. Mislim, da je za njega pa še za mnoge druge, tudi znotraj SD-a, vsakdo janšist, ki pač ne sovraži do v bistvu Janeza Janše ali pa vsaj tega dnevno ne komunicira javno. To se pravi, zdaj, kaj, Han ne sovraži do v bistvu Janeza Janše, ali kako? Ja, mislim, da to ni nobena skrivnost. Pač Matjaž Han je tak netipičen slovenski politik, ki se praktično z vsemi drugimi slovenskimi politiki dobro razume. Mal je to pač njegova karakterna značilnost, mal je pa to tudi zaradi tega po moje, ker je on prišel v politiko iz posla, da je najprej začel v lokalni politiki, potem je šel na nacionalni nivo in tako naprej. Skratka, on je en tak teflonski politik, bi lahko rekli, podobno kot Borut Pahor, sicer s popolnoma drugimi značilnostmi, ampak učinek je podoben, v smislu, da on nima nekih smrtnih sovražnikov, razen seveda, kar je paradoks, znotraj stranke, katere predsednik je, in znotraj pač tega miljeja anti-Janša tabora, ravno zaradi tega, kar se mu učita, da je premalj anti-janšističen. Ampak po kriteriju, da je Han, se upravičujem, janšist, smo po moje tudi mi trije, pa še marsikdo. Ja, za nas lahko rečemo, ok, to razumem, ampak zdaj, on je vendarle predsednik socialnih demokratov. Kako pa ti gledaš recimo na to tezo od Uroša Jaušovca? Povsem enako. Torej, Han je janšist zato, ker je zmeren socialni demokrat, ker ni skrajnež. In to je neka mantra, ki se zdaj že 20 let lahko vrti v celotnem levem bloku, predvsem zaradi tega, in bom rekel, to je vse bolj glasno zaradi tega, ker je premalo Hanov, ker je premalo zmernih politikov in ko imaš potem v tistem, dajmo reči, levo-sredinskem delu praznino popolno, pol se dretje iz skrajnega kota toliko bolj sliši in to je dejansko označilo tudi to vlado. Zaradi tega, ker tudi Svoboda, ki naj bi bila neka, dajmo reči, liberalna levo-sredinska stranka, je seveda s predsednikom vlade, ki je popolnoma, dajmo reči, nepolitičen bil, razen kar se tiče paradržavnega biznisa v preteklosti, je bil ideološko torej tako prazen, da je zaradi te praznine to vlado ideološko popolnoma prevzela skrajna levica. In v diskurzu, in v določenih poskusih dejanj, ki se sicer ne morejo nekako uresničiti, ker so pač prevelike fantazme za neko realnost. Pa zdaj, če ostanemo recimo še za hip pri Hanu, zdaj ti si povedal, Ljuš, da je on prišel v politiko iz posla, družinskega posla, v bistvu je še vedno poslovnež, podjetje mu še vedno teče, čeprav se mi zdi, da ga je formalno pripisal na soprogo, ampak zdaj je teflonski politik, kot praviš, ampak zdaj, za Goloba doskrat rečemo, da je problem v tem, ker je pač lastnik firme Star Solar, posluje z državo in tako dalje, tudi Han delno posluje z državnimi podjetji, ampak Hana se to nekako to ne prime, to dejstvo, da je Han vedno, torej seveda je politična pozicija mu olajšala sklepanje lahko kakih poslov, pogodb, ni pa on direktno v svojem delokrogu, recimo zdaj kot minister, urejal poslov, recimo za to pa dobro, zdaj, Sebastijan, on je zdaj minister šele nekaj mesecev, Prej je bil pač vodja poslanske skupine. Se pravi, kot poslanec, bom rekel, ni imel takega operativnega vpliva znotraj vlade in nikoli ni prišlo do direktnega konflikta interesov med posli, ki jih je urejal. Torej, ni šlo za to, da bi recimo on imel razpis, na katerem bi njegov ali pa poslovni partnerji ali pa njegovo podjetje kaj dobilo. Skratka, vedno je bila ta politična pozicija, nek, dajmo reči, asset, ki mu je mogoče pomagal, ampak jaz mislim, da bi on tiste posle lahko peljal tudi brez tega, ker jih je tudi pred politično kariero čisto ustrezno peljal in tudi ne gre za posle neki milijoni, avioni, kamioni, kot mogoče kakšni drugi tranzicijski uspešnejši po slovensko. Skratka, imel je nek zmerni podjetniški razvoj
in nikoli ni prišel v neposreden konflikt z zadevami, ki so bile v njegovi neposredni pristojnosti. To se pravi, recimo, poslovanje z nekoč državno pivovarno Laško ali pa recimo zdaj še vedno delno državnim Petrolom ni konflikt interesov. Torej, zdaj, če bi vprašali KPK, je konflikt interesov, da smo mi trije skupaj, ker se že predolgo poznamo vsa ta leta. Bom rekel, ni takšen konflikt interesov, kot bi bil, če bi na katerem koli od razpisov ministrstva, ki ga zdaj vodi, ali agencij, ki so na to navezane, njegovo podjetje recimo nekaj dobilo. To se je takrat recimo pokazalo pri ministru Stepišniku. Pa tudi tam, jaz mislim, da ni minister nič narobe naredil. Pač podjetje, katerega solastnik je bil, je na nekem razpisu nekaj dobilo, popolnoma legitimno, ampak tam je pa težava nastala zaradi tega, ker pa je on kot minister bil odgovoren recimo za tisti razpis. To pa da neko, bom rekel, kot sem rekel, to, da ima politično pozicijo, ki mu olajša mogoče sklepanje kakih poslov, po drugi strani pa tudi oteži kakšne druge posle. Ker mi mislimo, da je zdaj politikom vse dovoljeno, niti slučajno. Politikom je dovoljeno precej manj kot vsem tistim, ki se stalno gibljajo okrog politike. In tudi v SD-ju je največ teh nekih satelitov, ki pridejo zraven k stranki takrat, ko imajo nek konkreten osebni interes, v težkih bojih pa jih recimo ni nikjer. Je pa zdaj, se pa malo približa Han s tem, ker je pač solastnik podjetja nekemu prototipu, recimo politika na Zahodu, ker je materialno preskrbljen, skratka ni v bistvu on finančno odvisen od zdajšnje recimo ministrske plače. Tako, pa po drugi strani tudi že cel mentalni ustroj je potem dosti bolj razumljiv do potrebe po ustvarjanju nečesa. In zaradi tega je precej netipični socialni demokrat pri nas oziroma netipični politik levega pola. Što je mnenje, Aljuš, okoli tega? Ne, jaz mislim, da Han je že toliko časa v politiki, da če bi tu obstajal kak konflikt interesov, bi se mu že očital. Ja, v času se pojavi v medijih. Ja, ampak nikoli nič konkretnega. Oziroma nikoli se ne gre do konca s tem. Te težave, ki jih ima zdaj, nihče ni rekel, da je to zaradi tega, ker bi on osebno ali pa za svojo firmo ali karkoli. Kolikor sem jaz seznanjen, saj v preteklosti je bilo tako, tudi njegova soproga ima zelo pomembno vlogo v tem družinskem podjetju, tako da je vprašanje, koliko sploh gledam to, koliko časa je že on v politiki, koliko se on še s tem kaj ukvarja, koliko se bolj soproga ukvarja. Je pa tako, kot je Sebastian rekel, predsednik vlade Golob je vendarle unikum, ne samo v primerjavi do Hana, ampak do kogarkoli na svetu. Ja, ti si pa kritičen do tega, to, da si, seveda, da je predsednik vlade hkrati solastnik države. Ja, seveda, ker on je lastnik podjetja, ki prodaja pač električno energijo podjetju, katere predsednik skupščine je on, Zdaj, tu pa je čisti konflikt interesov. Že v poslovnem svetu bi bilo to praktično ne navadno, ampak nemogoče. Se pravi, ti sam sebe v bistvu prodajaš. In v bistvu Han je, se mi zdi, davč od tega, ampak tako sem rekel, Matjaž Han posebej, odkar je minister, pa odkar je recimo SD v koaliciji z Gibanjem Svoboda, je tarča. In če bi tukaj bilo na tem področju, bi to že pač bilo izkoriščeno. Ker do zdaj ni bilo, imam jaz pač vtis, da tu na tem kaj das ni. Zdaj, Han je na kongresu precej tesno zmagal, Videli smo. Ja, v bistvu enako kot Lukšič proti Pahorju za 10 glasov. Zgleda, da SD takrat, ko ima neko resno tekmo za predsednika, je pač 10 glasov največ razlike. Ampak recimo, kaj bi se zgodilo, če bi na tem kongresu takrat zmagal recimo Brglez? Kaj bi bilo recimo zdaj drugače? Jaz bi rekel tako. Meni je bilo všeč, da je Matjaž Han vložil kandidaturo tako, kot jo je vložil. Se pravi, nismo to malo vedeli, da bo vložil. Ni bilo tako jasno. Da bi vedel, jaz nisem tega pričakoval, posebej ne, ker to ni značilno za SD. Zdaj tudi za neko resno stranko, kar bi SD rada bila, to ni običajno, ker ostali kandidati vendarle so šli skozi neko kampanjo in tako naprej. In potem se ti zadnji trenutek pač pojaviš, Zdaj, če ne bi zmagal, bi bilo to konc pač njegove politične kariere, čeprav tudi pri tem moramo biti previdni, ker vidimo, da v Sloveniji si lahko tudi nagrajen recimo za slabe politične odločitve ali pa celo za volilni poraz. Najboljši primer sta Marjan Šarec pa Alenka Bratušek. Se pravi, njima se je dejansko splačalo, da sta bila neuspešna na volitvah, ampak to so slovenski paradoksi. Mislim, da znotraj stranke bi bilo pač njegove kariere konec, on je pač zmagal. Ampak če bi Han, to je moje stališče, če bi Han od začetka najavil kandidaturo, bi skozi kampanjo in to
imel možnost, da stranko poenoti. Se pravi, da bi se stranka poenotila okrog tega, da on najboljša izbira. Zdaj se je zgodilo ravno diametralno nasprotno. Ne? Kot smo rekli, zmago je za 10 glasov, kar pomeni, da je stranka razdeljena. Jaz mislim, da poteze, ki jih Han vleče, so šle v to smer, da bi se stranka poenotila. Ampak vidim, da na drugi strani, se pravi tistih, ki niso glasovali za njega, ni interesa, da bi bila stranka poenotena. In jaz te javne izjave, pač bivšega glavnega tajnika stranke Uroša Javšeca in to, kar se Hanu znotraj stranke dogaja, vidim kot to. Oni so nezadovoljni, da je on pač predsednik in si še zmerom želijo, da bi bil izvoljen Milan Brglez, da bi bil izvoljen pač Kučanov kandidat. Ne? Ker pač jasno je, če bi Milan Kučan neposredno izbiral predsednika Socialnih demokratov, ne bi izbral Matjaža Hana, bi prej izbral Milana Brgleza. Ne? In zdaj imamo tu nek paradoks. Milan Brglez se je očitno pač čisto pomirjen s tem, da ni zmagal in je zelo srečen v vlogi državnega sekretarja na Ministrstvu za pravosodje. Ne? Matjaž Han se trudi voditi stranko tako, da nihče ni oškodovan, da tako rečem, ker je on predsednik. Ne? Vemo, že na začetku ni menjal recimo vodje poslanske skupine, ne? Čeprav je prednik rekel, da se pripravil makniti, pa je rekel, Han, ni nobene potrebe, ne vidim za to in tako naprej. Učita se mu pa, da je janšist, se pravi, učita se mu vse kontra temu, kako se on obnaša. Ne? In to me preprečuje, da v tej stranki je še vse tako, kot takrat, ko sva mi dva člana. Ne? Skratka, ljudje pač gledajo svoj lasten interes in svoje lastno stališče in mislijo, da je to najboljše za stranko. In vse, kar ni na liniji s tem, je pač moteče, škodljivo, v končni fazi janšistično in je treba to spraviti sproti. Na besedo bi bil pozor, zdaj pa 2 besedi. Prej si rekel, se mu dogaja. Kaj se mu pa dogaja, Hano? Ja, dogaja se mu pač to, kar se dogaja vsem predsednikom pač stranke SD. Ne? To je neka stranka, ki zmerom rada menjuje predsednike in pol leta najkasneje potem, ko ima novega predsednika, ugotovi, da ta ni dober, pa da bi raje imela koga drugega. Ne? Skratka, to, kar se dogaja mogoče na generalno bolj pri teh anti-Janša vladah, ne? Da se konstantno išče neke naslednike za te predsednike vlad, isto se dogaja znotraj SD-a, sem še bolj poudarjeno. Ne? In Hanu se pa zdaj dogaja to, da on enostavno po eni strani bi moral pač konsolidirati stranko, kar je že samo po sebi, vidimo, zelo težka naloga, ne? Sej tu se neki trudi, pa s to prodajo pač bivše pač nepremičnine. Da zadovoljno, da je finančno konsolidiral. Ja, mogoče, ampak ne. Ima takoj druge težave. Ne? Potem ima težavo znotraj koalicije, ker si predstavljam, da v koaliciji z Robertom Golobom je zelo težko. Ne vem, če to ljudje razumejo, ampak bistveno teže kot z Janezom Janšo. Ne? Vi lahko vprašate kogarkoli, ki je bil v koaliciji z Janezom Janšo, kogarkoli izmed ministrov, ki so bili v vladah Janeza Janše, nikomor se ni dogajalo niti približno to, kar se dogaja recimo zdaj pod Golobom. Ne? Potem ima pa še problem znotraj stranke, ker stranka seveda pač po en stran in mora biti neugodno, ne? Da tu nek Robert Golob je pač zdaj nosilc pač te neke leve ali pa liberalne politike, niso oni, ne? Po drugi strani pač stranka Levica in tam skače v hrbet in tako naprej. Skratka, vsa ta nezadovoljstva se kopičijo in zdaj seveda najbolj preprosta rešitev je, da ti obtožiš Hana, da on za vse to kriv in da bi bilo veliko boljše, če bi nekdo drug vodil stranko. Ne? Ampak Bojan se mora spomniti, zmerom je bilo tako. Ne? Z vsakim novim predsednikom so rekli, ne? Lukšiča so zamenjali Židanom, pa bo Židan boljši. Ne? Potem so Židana zamenjali s Fajonovo, pa bo ona boljša. Ne? Pa so rekli, ne, ok, zdaj bo Han, bo on boljši. Zdaj spet Han ni vredo. Ne? Se pravi, počasi se bomo mogli vprašati, a so res vsi ti predsedniki tok šimf, ne? Ali je kaj drugega narobe v tej stranki. Ne, tisti famozni okrogli mizi, ne? Ko je prišel Milan Kučan in nekako naprej pred tem auditorijem SD-a prepovedal veliko koalicijo vnaprej, ne, dokler pač, on je sicer rekel, dokler bo Janša živ, ampak v resnici dokler bo Kučan živ, tam ni bilo Matjaža Hana. To je bila verjetno neka njegova politična izjava, ne, on verjetno tja namerno ni prišel, ne glede pač na formalni razlog, ne. Ne, zagotovo. In zdaj, to Kučanovo, dajmo reči da se je pustil povabiti na okroglo mizo stranke, da stranki pove, kako mora delovati, to ni nič novega. Popolnoma isto je bilo leta 2006, ko je prišel na okroglo mizo Brede Pečan v Izolo, pokojnega Kontiča v Velenje in seveda pljuval po predsedniku stranke Pahorju in sodelovanju v partnerstvu za razvoj. Torej popolnoma ista zadeva. Čeprav tukaj ni pljuval po Hanu, ne? Ja, ker ni bilo treba, ker je prišel preventivno, ker ni partnerstvo za razvoj. Takrat pa je bilo. Takrat je stranka bila v partnerstvu za razvoj. In takrat smo se kar fajn počeli. Bom rekel, mladi, ki smo se v nekem momentu odločili, da imamo pač Pahorja na čelu stranke in da je to
najboljša garancija za nek rezultat na naslednjih volitvah in smo se okrog njega poenotili. Ampak kot je rekel Aljuš, naravno stanje te stranke je praktično neka napol anarhija. To ni stranka, ki bi imela neko disciplino, jasno vodenje, linijo, ampak je to bolj neke vrste politična zadruga, ki ima zelo raznolike ljudi in vsak, se pride skašljati na recimo tudi organe posameznih strank. Podobno, dajmo reči, je bilo tudi takrat v času Boruta Pahorja do kongresa 2005. Na kongresu 2005 se je pa organizirala ekipa, ki je zmagala čisto vse. Takrat se je pač štartalo na Uroša Javšovca kot glavnega tajnika stranke, pobralo se je vsa mesta, ki so bila na voljo v predsedstvu, v vseh organih. Izjema je bilo, da je Igor Lukšič pač premagal Luka Jurija za podpredsednika stranke, vse ostalo pa je ta mlada ekipa, ki se je organizirala in poštimala praktično skoraj 3/4 delegatov kongresa takrat dobila in brezpogojno dala v roke Pahorju. In Pahorju je bilo takrat težko delovati celo s tem. Njemu je bilo lažje pred tem kongresom, ker on je ves čas vodil solo politiko. Njega ni brigala stranka. Stranka je bila njemu pač neko prevozno sredstvo za njegovo osebno kariero in se mi zdi, da se je skoraj boljše počutil, ko je na predsedstvu stranke on nekaj govoril in je predsedstvo glasovalo 30-3 proti njemu. In on je prišel pred kamere in rekel, jaz mislim to in to, recimo spravi, predsedstvo misli drugače. In ko se je znašla situacija, da smo mu rekli, glej, karkoli boš rekel, bo predsedstvo 33 zate. On ni verjel, da bo recimo program stranke Slovenija v vrhu sveta leta 2006 sprijet na kongresu. Se je pripravljal na to, da ga bo kongres zavrnil, pa smo rekli, glej, karkoli napišeš noter, boš dobil, ker smo se pač tako odločili, da se gre enotno na tiste volitve. In zaradi tega je bil to edini rezultat, ki ni bil rezultat res stranke kot SD. Jaz mislim, da glavni problem stranke oziroma pričakovan do te stranke je, da vsi gledajo SD skozi tisto zmago 2008. To ni imelo veze. To veze ni imelo. Naravno stanje SD-ja je do 10%. In toliko je tudi... Zdajšnje naravno stanje. Naravno stanje 30 let tranzicije. Imeli so 15, 17 na unih prvih volitvah in pol je prišlo na tole, ko je rekel enkrat Lukšič, stranka rabata, 10% je tista nekako meja. In to je dejansko tudi meja kapacitet te stranke, zato ker v večini tega telesa stranke je to skrajno leva stranka. In ko si prej vprašal, kaj bi bilo drugače, če bi zmagal Brglez, jaz mislim, da bi bilo to celo boljše za stranko takšna, kot je. Verjamem, da bi Milan privlekel v stranko Mesca in ta del, dajmo reči, Brglez, da bi privlekel v stranko Mesca in te druge zdaj foteljaški del levice in pol bi imeli eno stranko, ki bi bila pač trdo leva, ampak bi bila jasno, kakva je in bi imela svojih 10%. Ti misliš, da bi prišlo neke kadrovske fuzije? Jaz mislim, da bi jih pripeljali in to bi bila ena trdo leva stranka. Takšna, kot si to stranko Murgle dejansko zamislili v 90-ih letih. Velik del volivcev njihovih želi tudi verjetno. Ker funkcija te stranke v očeh tistih, ki mislijo, da so lahko neki akteri v ozadju, med katerimi je tudi Milan Kučan. Funkcija te stranke je bila vedno neka intelektualna stabilnost v kotu prostora, ki bo sodelovala in pomagala tistemu, ki ga bodo izbrali za vodenje neke leve koalicije. Tako je bilo v času Drnovška. To je bila stranka 10%, ki je imela za pomagati, celo takrat, ko je bila v opoziciji. Mi smo imeli en hec, če se spomniš, je Mladi forum objavil v Salomonovem oglasniku, da menjamo poslansko skupino, ker je zastarela in nekompatibilna z moderno tehnologijo, malo tako. Takrat, ko je iz opozicije rešila Gabra na interpelaciji. Torej vlada Drnovška, SLS je rušil Gabra in takrat so poslanci, namesto da bi opozicijsko držali, ga šli, ker so dobili nalogo in so ga recimo rešili. In to vlogo so tej stranki ves čas tudi pripisovali in Pahor je bil anomalija. Oni niso pričakovali zmage socialnih demokratov 2008. Tista zmaga se je zgodila za njihovim hrbtom. Oni so od zmage Janše 2004 planirali zmago Gregorja Golobiča 2008. Zato je Toš in njegov laboratorij javnega mnenja začel s tistimi anketami nove stranke. Takrat se je to sploh začelo. Ali bi volili novo stranko? Seveda pol ljudi reče, ja,
zaradi razočaranja recimo nad celotno politiko. Ne? In to je torej naravno stanje te stranke in te, ki so ostali, večinoma sploh ne vejo, zakaj je 2.8 bilo povsem nekaj drugega. Ne? Si videl, ne, zdaj, že takrat so Salomonov glasniki omenil, Sebastian, že takrat so delali preko odlaska. Mislim, da ni bilo odlaska takrat. Takrat ni bilo odlaska, ja. Ampak to me zanima, da se vprašanje v principu za obane, seveda. A je Kučan resno mislil, praviš, da je deloval preventivno, da lahko pride do neke velike koalicije med Hanom pa Janšo? Da je čutil potrebo, da ga je preventivno, kot praviš, na neko okroglo mizo? Pa jaz mislim, da ta strah vedno obstaja. Najprej, kaj bi jaz očital, Hanu že kot predsedniku? Jaz bi mu očital, da je politično len. Njemu se ne da spremeniti te stranke. On ima določene poglede svoje, ampak on tolerira, podobno kot Pahor. Sam Pahor je zaradi tega, ker je vodil solo kariero in ga to ni zanimalo, mislim pa, da Hanu se ne da iti spremeniti stranke. Ker kot je rekel Aljuš, če bi on šel v kampanjo za predsednika te stranke na polno, skozi vse kampanje, bi si zgradil tudi neko ustrezno mogoče ekipo in legitimnost za spremembe. Jaz, kot razumem, je šel predvsem iz kaprica zadnji moment, ker je vse kazalo, da bo dejansko Kučan prevzel to stranko. In da je čisto iz revolta proti alternativam, ki so bile, torej, ki so se pojavile na kongresu, zaradi tega, ker tisti, za katerega je on navijal, ni imel možnosti. To je pa Tadej Beočanin, ki je profil, ki je, bom rekel, podoben Hanu po zmernem razmišljanju in po nekem pametnem odnosu do družbeno-gospodarskega razvoja. Ampak Tadej takrat enostavno še ni bil v kondiciji, da bi lahko premagal to celotno strukturo stranke. In jaz mislim, da se je dejansko odločil tisti zadnji hip bolj kot nek revolt, ker je bilo rečeno, umaknite se vsi ostali, to je zdaj prihodnost te stranke. Kdo pa so zdaj v bistvu ti v stranki, ti najožji, recimo, sodelavci, zaupniki Hana ali kako bi temu rekli lahko? Jaz mislim, da je Han kandidiral zato, ker je se ustrašil, da ne bo več minister. Ker če bi ta falanga pač dobila oblast v stranki, pač predsednik stranke... Ker Fajonova je ostala sicer. Golob pač ustraja, da so predsedniki stranke pač strank tudi člani vlade in zdaj kdo bi izpadel, Tanja Fajon verjetno ne, in potem bi ostal pač, bi lahko izpadel Han. On se ustrašil, da bo izpadel. A to pomeni ta ministerska funkcija? Ja, jaz mislim, da mu. Jaz mislim, da takrat, ko je recimo Stanko Stepišnik postal minister, jaz vem, Matjaž Han ni verjel, da Stanko Stepišnik je lahko pač dober minister in mu ni bilo vseeno, da on pa ne more biti. Zdaj pač čez toliko let so se razmere v slovenski politiki tako spremenile, tudi Matjaž Han brez neke resne formalne izobrazbe lahko minister. Kdo so njegovi zaupniki, ne vem pa nekaj drugega, da to, kar Sebastian pravi leta 2005, to je mogoče zanimivost. Takrat sem jaz kandidiral proti Borutu Pahorju na kongresu za predsednika stranke. Ta stranka je dvakrat zamudila priložnost, da bi bila relevantna na dolgi rok v slovenski politiki. Prvič 2005, ko je izvolila pač Pahorja za predsednika. Namest tebe. Namest mene, ja. Drugič pa takrat, ko je bil izvoljen Igor Lukšič, pa se je stranka odločila, da ne bo z njim nadaljevala. Ker problem je te stranke, da zmerom si izbira predsednike za neko hipno zadovoljstvo. To, kar pravi Sebastian, je res. Pač Borut Pahor je zmerom stavil na svojo politično kariero, bolj kot na kariero stranke. Tudi na kongresu, na katerem je končno izgubil proti Lukšiču 2012, je prišel na kongres pa rekel, jaz bom kandidiral za predsednika države. Se pravi, nenavadno je, da ti kandidiraš za predsednika stranke, hkrati pa že napoveduješ, da boš čez pol leta kandidiral za predsednika države. Verjetno si noben ne predstavlja, da bi imeli predsednika države, ki bi bil hkrati predsednik stranke. Res je, da zdaj imamo predsednico države, ki ima odvetniško pisarno, ki posluje s to državo, ampak to so že debate za mogoče kak drug pogovor. Hanovi zaupniki, tako kot pravi Sebastian, Han je v bistvu poslovnež, biznismen, zdaj dobrem in v slabem. Se pravi, on ne bo delal stvari, ki so slabe za biznis. Po drugi strani pa on ni ideološko, bi rekel, zdaj indoktriniran na ta način, da bi rekel, ne vem, mi smo pač socialni demokrati, zato ne moramo iti z neko desnico, z Janšo, ne vem kaj. On Janšo niti ne dojema tako. In jasno mu je, ker toliko časa pa je v politiki, da v koaliciji z Janezom Janšo bi bilo Matjažu Hanu veliko bolj prijetno, kot pa recimo... A to misliš, da mu je jasno? Ja, mu je jasno. In tudi mislim, da bi stranki bilo bolj prijetno. In minister bi bil kako? Ja, pa vsi dokazi kažejo. Pa tako sem rekel, sej Janša je vodil že vlade, v katerih so bile stranke, ki mu niso bile ideološko blizu.
Nobeni se ni dogajalo to, kar se dogaja zdaj. Zdaj imamo pa ideološko monolitno vlado, ne, kjer ta glavni koalicijski partner v bistvu parazitira na obeh ostalih. Ne. In to je pač situacija, v kateri se Han po moje ne počuti idealno. Je pa res, da Han pač razume, da je v službi pri Robertu Golobu. Se pravi, Matjaž Han ne bo šel, tako kot pravi Sebastian, v rušenje Roberta Goloba. Matjaž Han ne bo delal iz te stranko, ki bi šla v boj z Golobom za primat ali pa celo za zmago na volitvah. Zato tudi ni podprl Ropa za guvernerja, da ne bi imel težave z Boštjančičem recimo pri proračunu ali kaj podobnega. To se pravi iluzorno je pričakovati, recimo, da bi Han v nekem momentu pred volitvami sprejel odločitev, da ga je stranka Socialnih demokratov ven iz koalicije. Tudi če bi se on tako odločil, tega ne bi mogel speljati. Nima te moči znotraj stranke. Ne bi to speljal, ne? Obratno, on bo zato, da ostane vse tako, kot je. Se pravi, zanj bi bilo idealno, če se razmerja tudi po naslednjih volitvah ne bi spremenila. In to je tisto, kar njega zanima in to je tisto, kar je njegova ambicija. Se pravi, oprosti, glede Kučana, ne, tako kot pravi Sebastian. Kučan je prišel na ta pogovor, ne, pač jasno, da ga je povabil pač predsednik stranke v Ljubljani, Marko Koprivec, poslanci, in tako naprej, ne, ki ga tudi v Kučanovem volilnem okraju v centru Ljubljane in tako naprej, da ne gremo vse te detajle. In je prišel tja in rekel, no, jaz nisem prišel dati usmeritev, ne? Ampak ko je bilo pogovora konci, je rekel, no, usmeritve imate, ne? Skratka, jasno je, da so to usmeritve, ampak jaz mislim, da je glavni Kučanov problem ta hip v slovenski politiki, da nima sogovornikov, ker se nima s kom pogovarjati, ne? Ker v stranki, ki jo vodi Matjaž Han, ne? V kateri recimo je Milan Brglez skoraj za 10 glasov pač postal predsednik SD, Kučan res nima sogovornikov. Pustimo zdaj, koliko se jaz strinjam z njegovimi pogledi na slovensko politiko, ampak on enostavno nima sogovornikov. Ne? On je rabil neki, da pride nekam, pa da nekaj pove, pa upa, da se bo to kaj prijelo. Mislim, to v smislu, kaj ničemu ni dorasel? Ja, v bistvu, vse moramo mi iti zdaj malo v zgodovino, ne? Tako ko ste šli recimo v sredo, ko je šel Miran, da si ti rekel, si šel daleč nazaj. Jaz grem še malo dlje nazaj. Se pravi, če ti pogledaš, kako se Slovenija osamosvajala, ne? Si tam imel Kučana, recimo Janšu in tako naprej. Ne. Zdaj, če ti to previješ zelo na hiter, zdaj imaš pa tu Goloba, ne slabega Hana in tako, ni to isti nivo. In tudi to, kar njih zanima. Ne. Se pravi, če mi rečemo, Hana zanima, da bi ostal minister. Ne. Goloba zanima, da bi ostal predsednik vlade, da bi se elektrika prodajala po visoki ceni, pa da bi pač ohranil svojo sedanjo punco. Ne. To niso zdaj, bi rekel, neki zelo strateški, daljnosežni pogledi, kam bi Slovenija, kaj bi Slovenija, kakšna družba smo mi in tako naprej. Ne. In takrat pa je šlo za nek spopad konceptov. Ne. Tudi če mi pogledamo zdaj konflikt med Janšo pa med Kučanom, to je spopad konceptov. Zdaj, ni važno, na kateri strani je kdo. Ampak kaj pa je tu koncept, Bojan, ne? Razen to, da se imam jaz fajn, da imam da imam v redu gmotno stanje, to ni pač politika, ki bi zdaj neke visoko kvalificirane ljudi, ambiciozne in take privabljala. Ne? In to mislim, da je glavni problem zdaj v Sloveniji. Ne? Se pravi, liga, ne? Če hočeš, ni taka, da bi neki dobri nogometaši zdaj hoteli tu igrati. Ne? In pa pač gledamo te, ki niso dobri in se čudimo, kako se jim žoga odbija, kako so tereni slabi, kako ne najdejo poti do gola ali pa celo zabijajo avtogole, ampak pač to je realno stanje, ki ga imamo. Zdaj, če vzamemo recimo dve aferi, ki so zdaj tako pretresli SD, afera Litijska, takrat Han sicer še ni bil predsednik stranke, ne? In pa potem zdaj tale afera Spirit. Zdaj, to so res spopadi med Svobodo in med socialnimi demokrati, ali je to neko naključje, da se je to razvilo v te spopade? Jaz mislim, da to je posledica. Najprej se zgodi zadeva in Svobodo se pa zlorabi. Razpiha. In kako Han recimo te stvari doživlja? Jaz, kolikor čujem, je kar mal na tleh zaradi tega dogajanja zdaj z Spiritom. In bom rekel tako. To pa čisto neposredno njega zadeva. Ampak da se razumemo. Jaz sem absolutno prepričan. Niti Han, niti Frangež se v te zadeve nista mešala in ravno zato sta kriva. Ker sta dovolila, da potekajo te zadeve v drugi, tretji vrsti, kjer pa SD je pokvarjen. In to je glavni problem. In oni vejo, da je ta stranka ima za sabo pokvarjene ljudi, ampak so dovolili, da se jim je to zgodilo. Ker zdaj, ko si rekel, še malo psihološki profil stranke. Ne? Ta stranka je vedno imela neko ekipo v fasadi, ki je borila se za ideje in socialno demokracijo. Ne? In pol je pa cel kup nekih ljudi, ki so po potrebi socialni demokrati. Ne? Zdaj, če se spomniš, da se razumemo, recimo, sam en primer, konec 90-ih let
smo imeli eno novoletno zabavo na stranki in takrat seveda je bila stranka v opoziciji, takrat nas je Nataša Kovač, če se spomniš, prosila, če lahko pride vsaj 10-15 mladih, da ne bo prazna hiša. In smo imeli dejansko zabavo, na kateri, jaz ne vem, če je bilo 10 starejših iz stranke takrat. Potem je pa stranka vstopila v vlado gospoda Drnovška. In ko je bila novoletna zabava, je bila Levstikova zabasena, kot da je Taylor Swift imela tam koncert. In se spomnim, ko so še na vratih ta stari stali in gledali, pa tega nisem od osamosvojitve videl. Ne, takrat se pa iz vseh lukenj zberejo z zastavico Socialni demokrati. Jaz za tega von Horvata v življenju slišal nisem. Ampak druge stranke, bom rekel, skačejo. Se ni strank v Sloveniji več. To je glavni problem, da smo mi uničili stranke kot resne politične aparate. Mi imamo SDS, potem je pa Nova Slovenija pa SD. To pomeni, imamo eno veliko stranko in dve mali stranki. Vse ostalo so politični projekti, politične zadruge, kar nekaj. Niso resni aparati. Ne? Ampak pri SD-ju je bilo torej vedno to. Zdaj je pa še toliko slabše, ker pa še tista fasada razpada. Ne? Ker še v prvi vrsti ni več Potrča, Majde Potrata, že tam ni več torej tistega, kar je prej vsaj to fasado lepo, ustrezno držalo v seveda trdo levi politiki, ampak to so bili vsaj intelektualci, politiki, ki so nekaj razumeli, mislili in delali. Ne? Zdaj se pa že ta zadeva sesuva in potem se zgodijo primeri Emilije Stojmenove Duh, ne, ki gre na volitve z SD-jem, se ne prebije na stolček, v trenutku zamenja dres. Zgodba Dominike Švarc-Pipan, ki naredi neumnost in se znese nad stranko in nad ljudi, ki niso nič krivi. Gojkovič in drugi in ekipca, ki je bila tam na ministrstvu. Prej si se rekel, da so pokvarjeni ta druga, tretja. Sem na napačne se verjetno spravila. Še en paradoks je tu, ker prvotna izbira za ministrico, za pravosodje SD-ja je bila Andreja Katič. Ni šla skozi pri Golobu, so dali Dominiko Švarc-Pipan, ko je odletela Dominika Švarc-Pipan, so dali Andrejo Katič. To je to, kar sem prej govoril. Se pravi, tukaj ni nekega premisleka globjega, tu ni strateških potez, se ne vleče, tu se pač vrti. Zakaj je potem prišla Andreja Katič? Da ne je prišla Meira Hot, in to, kar pravi Sebastian, če ti pomisliš, recimo Miran Potrč, Majda Potrata, to podoba poslanske skupine, žal tudi takisto že pokojni Bojan Kontič, zdaj pa recimo Meira Hot in ne vem, kdo še vse ne. Skratka, tu je razlika in ker ni več niti te fasade, se pravi te kulise, da tu gre za neko levico, ostane pač samo tisto, kar je zadaj. Se pravi, to neko kruhoborstvo, biznisiranje, ta pokvarjenost, ko pravi Sebastian, v smislu, da ti zlorabljaš stranko za svoje interese. In to je glavni problem, s katerim bi se mogel Han ukvarjati. Han pa se ne more s tem ukvarjati, ker tudi, če bi se začel, mu lahko očita, je to, s čimer smo mi začeli naš današnji pogovor, se pravi, kaj pa Han? To je problem. Mi smo imeli še nedolgo nazaj situacijo, ko je bil glavni tajnik te stranke, ki ne more čisto točno povedati, v česa živi, pač Klemen Žibert. To je neugodno, se pravi, ukvarja se z nepremičninami. Če bi 10 let nazaj nekdo rekel, se pravi, imeli boste predsednika stranke, ki je biznismen, imeli boste glavnega tajnika, ki se ukvarja z nepremičninami. To bi vsi, ne samo pisem pogledali, bi rekli, to je nemogoče. Ampak sej, nič slabega, jaz verjamem, da on je super, se ukvarja z nepremičninami in tudi zaenkrat mu ni še nihče dokazal, da je kaj narobe naredil. Prej je on žrtev spet teh nekih, bi rekel, popadkov svobode ali pa ljudi znotraj svobode, ampak vseeno, ti ne moreš biti glavni tajnik SD-ja, pa se ukvarja z nepremičninami. Lahko si glavni tajnik svobode ali pa ne vem, kire druge stranke. Se skoro moraš. Ne moreš pa biti v SD-ju. In tu je problem. Zdaj bi pa oni čisto zamenjali profil, je pa moja praktično nemogoče, ker bi morali zamenjati čisto vse. Se pravi, članstvo, vse. Pa boš, da začneš od začetka. Ta fenomen, recimo teh spopadov znotraj koalicije, te manire, recimo to klofutanje SD-ja s strani pač Gibanja Svobode, recimo ta afera Litijska je mogoče najboljši tak primer. V čem je finta tega? Jaz mislim, da se je to začelo z Šarčevo vlado in z Damirjem Črnčicom, ker tudi takrat se je dogajalo točno to. En prelomen moment je bila tista odločitev Šarca, da odstopi, ki jo niti najbližjim ni povedal. Njegovi najbližji ministri tisto jutro niso vedeli. Jaz sem zjutraj se pogovarjal z enim od njih, ki mi je razlagal, tisto jutro mi je razlagal načrte do konca leta, do konca mandata in čez 2 uri mu predsednik vlade odstopi. In tudi način, na katerega je speljal tako, da je počasi požiral recimo SMC.
Jaz, ko sem videl, jaz sem najprej bil celo navdušen, kako lepo je odstopil, povedal je, Počivalška je povabil na listo, pametno. In čez 2 uri vidim izjavo Počivalška, da predčasne volitve niso edina opcija, sem gledal čakaj malo, kaj se je pa tle zgodilo. In tle je šlo dejansko tudi za revolt te ekipe SMC-ja, ker je videla, kaj se jim dogaja. In zaradi tega so zmogli, jaz mislim, da pogum v tisti situaciji, da so šli čez politični prostor v veliko koalicijo. Jaz vem, da je bila prva poteza takrat, ki jo je naredil Počivalšek, da je šel do SD-ja, da je šel do Židana in do Hana. In jim je rekel, glej, situacija je zdaj taka. Najboljša možnost je, da se damo skupaj, gremo v koalicijo z SDS-om, če gremo vsi skupaj, bomo dovolj močni, da bomo lahko balansirali. In so SD-jevi rekli, to bi bilo res pametno, ampak nas požrejo, če kaj tazga naredimo. To je največji problem. Zdaj se je ta model obračunavanja do te koalicije se zdaj samo nadaljuje. Jaz mislim, da se samo nadaljuje. Sej, vprosti, že odprej je bil, ko so bile LDS koalicijske vlade, se Sebastian spomne, zmeraj je bil problem z SD, oziroma še prej z LSD, nikoli ni bil problem z SLS ali pa z SKD, tudi v LDS vladah, zmeraj je bil problem z SD-om, ker to izhaja že iz geneze, kako so te stranke nastale. Ti si imel LDS, kjer so bili pač mladi, se pravi podmladek prejšnje komunistične partije, in si imel z LSD kot neko naslednico, ta bolj progresivni, liberalni del pač bivše partije. In ta konflikt ves čas izhaja. Zdaj, razlika je prej bila, da SD nikoli ni bil za biznis. Se pravi, pač tudi predsedniki SD, kjerkoli pogledaš, tudi če pogledaš recimo Pahorja, Lukšiča, tako naprej, tudi Židana v končni fazi. Pač Židan razume biznis, ampak ni on bizniser. On njega ne zanima. Ne bo on prišel na televizijo, pa bo rekel, bomo mi zdaj prodali tu 15 firm, ali pa žali Bog, žali Bog, more to invalidsko podjetje iti. Pršo gremo po državi, to vsako zadevo. Žali Bog, mora iti invalidsko podjetje v stečaj, ker pač se veste, una parcela tam je veliko vredna, pa te invalide bomo že porihtali, malo karikiramo, ampak zdaj smo na tem. Zdaj imamo pač recimo bivšega koordinatorja Levice, Luko Mesca, resornega ministra, ki hodi na komercialne televizije in tam vije roke, kako nič ne more, hkrati pa po zakonu mora dati soglasje za to, da gre to invalidsko podjetje v stečaj. In to včasih ne bi bilo možno, ker če bi to nek minister rekel, bi takoj izkočili pač vsaj 5-6 medijev v Sloveniji in politična konkurenca in bi mu razložili, čakaj malo, kaj ti govoriš. To smo mu ali potem razložili. Ampak veš, vseeno, pač posledice so kaj, zadeva gre naprej. Skratka, ti imaš pa zdaj na vseh v teh strankah v bistvu neke bizniserje. Tudi koordinatorica Levice Asta Vrečko, ona se gre pač nek kulturni biznis. To jaz pač razumem, kako to njeno politiko. Se pravi, njena kulturna politika je, mi bomo poskrbeli za svoje, dali jim bomo neke apanaže, pomagali jim bomo, financirali jim bomo. Se pravi, Hanu se zdaj očita, ti tam preko pač teh svojih agencij, pa tam nekaj podpiraš, Golov Pitek ne rabi sploh razlagati, ko on že štrom prodaja, samo sebi. In to je zdaj neka situacija. In zdaj to nič tu ni, kar bi lahko motivirali ljudi, da bi to podpirali, moje mnenje, razen da rečeš, sam da ni Janša. In to se točno vidi. Ko najbolj zagusti, ko že vsi popenijo ali pa imajo vsi vrh glave in se res že misliš, mogoče pa to res ne bo zdržalo do naslednjih rednih volitev, udarijo na kanto anti-Janša. In jaz mislim, da je... Kdo se pa to spomni? Kučan je spet vzel... 15 let, 2008 je bila prva anti-Janša zmaga. Ni komande, to je refleks, razumeš, ti rečeš... To je že noter. Ko v Črni gori, Sebastian povedal, komu ti bolj verjameš, svojim očem ali meni. To je točno to. In Kučan je zdaj po mojem ocenil, da je zdaj stvari res kritične in je skočil in je prišel in rekel sam, velika koalicija ni možna, ker, velika koalicija za mene ni zdaj SD pa SDS, To je lahko mešana koalicija, ampak ni velika, ker SD ni velika stranka. Velika koalicija zdaj je Golob, Janša, In ko je Kučan rekel, velika koalicija ni možna, je mislil tudi, da ni možna med gibanjem Svoboda pa med Janšo, Se pravi, opozorilo, ki ga je dal SD-ju, velja enako tudi... Jaz bi prej rekel, da je mislil za naprej, če bi slučajno SD imel opcijo, da postane, dajmo reči, veliki nosilec Levice, tisto bi bila pol velika koalicija. Danes si že parkrat omenil problem malih ambicij. Jaz točno to vidim. Jaz bi si želel nekoga, ki bi imel ambicije voditi Slovenijo naslednjih 10 let, kot je vodil Drnovšek. To pomeni nekdo, ki bi iz leve sredine rekel, končal bom z antijanšizmom na takšen način, da grem zmagati, povleči Janšu v veliko koalicijo in vsebinsko balansirati, prevladati. To bi bila pol neka ambicija. In en takšen bi lahko potem 10 let
vodil državo naprej. Ne? Tako je pa najbolj enostavno z mikroambicijami. Če je ambicija 10%, najlepše iti na antijanšizem. Ker tistih 10, če mal v regati tekmovanja malih strančic, bom rekel, ven mal izplavaš, ne? Dobiš takoj 10 samo in to je bila recimo strategija, ki mi je zelo razočarala pri recimo Prebiliču. Prebilič je bil en velik potencial drugačne politike. On zdaj kaže to strategijo. On je šel točno na to strategijo. Pa je bil potencial, da recimo prevzame tisto neko postdrnovšovsko pozo. Zaradi tega, ker je bil uspešen, je delal za gospodarski razvoj Kočevja. Je znal tudi povedati, da je bil Hojs najboljši minister, s katerim je kadarkoli sodeloval. Ampak ko je prišel moment volitev, se je odločil za najlažjo pot do stolčka. In pri tem so ambicije se nekako zaključile. Ne? In mislim, da je to problem celotnega levega bloka, da dejansko nima nekoga, ki bi imel politično-ideološke ambicije, da bom rekel, ne da premaga, ker to je mogoče tudi napačen izraz, ampak da prevzame vodenje celotnega političnega prostora s tem, da kalibrira tudi desnico potem v nek zmeren, uravnotežen napredek celotne Slovenije. In to bi bil pol nek resen voditelj. Zdaj, moramo počasi zaključiti, če bi ti še kaj dodal, ker bi potem jaz recimo lahko tako zaključil, da je Han ni to, ne? Ne, jaz mislim, da Han nima politik malih ambicij, kako? Jaz mislim, da ja, in da enostavno nima v sebi volje, da bi najprej spremenil stranko in potem dosegel nek resen rezultat in potem peljal Slovenijo na nek tak resen način naprej. In to mislim, da je škoda. Malo se mi zdiš razočaran, ne? Mislim, malo razočaran. Seveda, ker pravim, jaz čakam nekoga z potencialom, ambicijami, ki bi na levem, ki bi znal narediti neko novo levico, ki bo znala razumeti, da se je tudi svet spremenil in da je ta današnja polarizacija samomor ene nacije in da se bo zgradila neka levica, ki bo napredno suverenistična. Mi imamo danes čisto drug spopad, danes ni desno-levo, danes imamo globaliste in suvereniste in edini problem je, da trenutno prevladujejo samo konzervativni suverenisti. Nimamo pa progresivnih suverenistov, ki bi znali skleniti neko novo koalicijo, ki bi pazila na svojo državo v obdobju, ko ne bo več integracij, globalizacije, ampak ko bo krvavi boj za interese posameznega teritorija. Pa ne vem, če lahko takega najdemo v državah Evropske unije. Trenutno nikjer še. Izvoli, če bo še kaj dodal. Ja, sam to bi rekel. Po moje Hanov problem ni, da je janšist, Hanov problem je, da on ni voditelj socialne demokracije. On je stečajni upravitelj SD-ja. On je v bistvu to, kar je postal leta 97 na kongresu Borut Pahor. Pahor je bil stečajni upravitelj te stranke, ni mu uspelo, stranka je še zmeraj živa, bomo videli, kako uspešen bo Han. Ja, zdaj si skoraj da zaključil, da mene, hvala Ljuš, ampak ker si omenil še Pahorja, malo je zginil Pahor, nekako z te politične scene, se mi zdi. On je v biznisu. Kako? On je v biznisu. Na Kitajskem. Ja, razlaga v tem podcastu pri Petru Franklu, kako je že Frankloskop, je rekel, moji klienti so kitajske korporacije. Spet se vračam na to, kar sem rekel prej, če bi takrat leta 2005 bi nekdo rekel, da bo Borut Pahor rekel, in moji klienti so kitajske korporacije, bi mislil, da se mu je zmešalo. Ampak evo, svet se spreminja in mi z njim. Ja, dobro, najlepša hvala zdaj za tole debato. Ljuš in pa Sebastijan Jeretič. Obdelali smo Hana, ugotovili smo, da je politik z majhnimi političnimi načrti in da ni nobenih možnosti, da bi stranko, recimo SD, popeljal iz te koalicije pred prihodnjimi volitvami. Skratka, to je bilo vse za danes. Vi pa seveda ne pozabite, ker je bojanje tudi požar.